Spoštovane dame in gospodje, vsi tukaj v živo zbrani, dobrodošli. Seveda lepo pozdravljeni pa tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko socialnih omrežij, Instagrama, Facebooka in TikToka. Izredno vesela in pravzaprav počaščena sem, da vas danes lahko pozdravim v tem res prečudovitem objektu, ki bo prav kmalu tudi uradno odprl svoja vrata. No, ker imamo pred seboj kar nekaj perečih vprašanj, ki ste jih pridno zastavljali preko kanala Facebook, predlagam, gospod župan, da kar začneva. Najprej pa lep dober dan. Hvala lepa. Pa bom izkoristila tole priložnost, pa bo danes prvo vprašanje z moje strani. Res je čudovita, kdaj lahko pričakujemo tudi uradno otvoritev? A hoče datum in uro? Če gre, jaz mislim, da bomo vsi veseli. Gre, ampak ne bom povedal. Zdaj, da bo zelo jasno, malo še šparam tale datum otvoritve drugih razlogov. Računam, da bomo v roku do 15. decembra imeli tehnični pregled. Kot vidite, govorim pa ne samo za bazen, ampak tudi za sosednji objekt in za vse, kar je narejeno, vključno z garažo. Po tehničnem pregledu potem je odprava napak, uporabno dovoljenje, tam 30 dni. Tisto, kar lahko povem, konec proti koncu januarja, ne konec januarja, proti koncu januarja. Odlično. Seveda pa nas zanima, kaj vse se bo dogajalo tukaj. Vse to moram plavalce vprašati. Voda čista, oprana, tako da je res prekrasna. Jaz moram povedati, da je projektant, ki je bil zbran mnogo pred mojim mandatom, da naš profesor Koželj, takratni podžupan, je ta projekt potrdil. Ta projekt je eden od treh, ki je ostal iz prvega mandata tam leta 2006. Jaz sem hodil na odprti bazen vsako leto na obletnico Ilirije. Prejšnja župana je položila temeljni kamen, potem sem pa nehal hoditi, ker mi je bilo neroden. Kdaj pa bo bazen? Bo. Kdaj bo? Bo. Dokler smo dobili gradbeno dovoljenje, izvajalec Makro 5 je res izvrsten. Konec koncev tale del je vidim čisto dokončan, pripravljen za uporabo. Po uporabnem dovoljenju namenjen bo v bistvu klubom, vsem, ko Ljubljani, ki pogrešajo. Približno 3 mesece za to otvoritvijo bo še bazen Vevč odprt, ki ima pa zunanji olimpijski bazen, notranji je pa mali, oziroma 25 metrov krat 12,5. No in tako, da dobimo v drugem letu v funkciji 2 nova bazena, 2, ki imata bazen olimpijskih dimenzij, se pravi, ta je notranji, v zunanji, pri čem se te stvari odpirajo. Tako da bojo plavalci in vaterpolisti in tisti, ki uporabljajo, imeli 2 dodatna bazena, in vsi ostali ostanejo pa v funkciji, kot so že prej bili. Torej, kaj vse bo Ilirija še ponudila obiskovalcem, torej ne samo plavalnim klubom, vsakemu recimo rekreativno plavanje? Tudi, ampak najprej gre za ta program šol, iz programa Naučimo se plavati, zdaj kako jih bojo. Tamle imam direktorico nekje, ki vodi to, pa kolega Marko Kolenc, ki je odgovoren za šport, letni program športa. Oni bodo te urnike na podlagi prijav določili, koliko dobi, kje dobi, katere ure dobi. Tudi za upokojence bo, mislim, nas starejše, res, da bo ure malo drugačno, tam 6 zjutraj, pa rekreativce tam malo pozna ura, ampak enostavno najprej športni klub, letni program športa, šole, potem pa pridejo tisti prosti trenutkih, pa še rekreativci. Ampak še enkrat pravim, mi tudi še nismo razpisali, to je bilo vprašanje, zakaj nismo letos razpisali letni program športa. Plan je bil otvoritev decembra, namenoma smo premaknili, decembra preveč dogodkov. In letni program športa, to nismo razpisali, da ljudje ne hecamo, rečemo, zdaj bo pa decembra, tem je 10 ur za plavanje, tako da bomo za drugo leto, ko bo razpis, točno določili ure, kdo dobi. In če je do zdaj bilo neko zadovoljstvo s plavanjem v Ljubljani, v obstoječih bazenih, s tema 2 novima bazenoma pa zadovoljstvo 100% večje. Govorim o površinah. Tu sta 2 bazena, zunanji šofotalnik. Ne pozabiti, da to ni samo bazen Ilirija. Zraven je tudi objekt, ki bo koristil tako rokometu, malem nogometu, borilnim veščinam, plesu.
ta objekt je dodatek. Pa pravzaprav, če se spomnite, ne, malo smo že pozabili, ne, ta proga ni dovolila, da si ti šel ne, čez to lokacijo Narodnega doma v Tivoli. Zdaj imamo narejeno podhod, ki je narejen, moram priznati, tudi s pomočjo takrat Kolesarske zveze civilnih iniciativ, imaš izhod direktno v Tivoli, mimo obeh objektov, pri čemer je podhod namenjen posebej steze za invalide, posebej za kolesarje in posebej za pešce. In naenkrat boš ti direktno v Tivoliju, pa ta povezava neki teče ne, pri Narodni galeriji, prideš samo v garažo, ta povezava pa omogoča, da začnemo razmišljati, kaj narediti med Gosposvetsko ulico na severu pa Šubičevo na jugu, Slovensko pa Blajvezovo cesto, kajti tisti del ne moramo zapreti za promet, ker imamo tam in državni zbor, in ustavno sodišče, in ministrstva, lahko pomejimo promet. Te ulice, ki so zdaj preozke, namenimo več prostora za pešce in kolesarje, tiste, ki so došli roke Štefano, kot je lahko pustimo s parkiranjem dvosmerno, ostalem bomo pa ponudili ne, spet po isti ceni ne, garažno mesto tu, v tej garaži imamo 361 parkirnih mest, cena je ista, za mesto je 70 € na mesec, koliko je Kongresni trg pa Kozolec. Tako da bo za ta del Ljubljane ta velika sprememba, po moje izjemno lepa sprememba. Spoštovani gosti, vsi, ki ste tukaj, imate danes možnost seveda našega župana tudi kaj vprašati. Na mojo pobudo boste lahko dvignili roko in seveda zastavili vprašanje, pa naj povem, da se vas na posnetku ne vidi, vašega obraza, tako da prosim, kar pogumno. Seveda imamo pa tukaj en kup enih vprašanj in pa tudi komentarjev. Gospod župan, prvi je komentar. In sicer vsaka vam čas za vse, res ste sposoben voditelj, škoda, da niste bil predsednik vlade ali nasploh predsednik države. A to moram komentirati? Ja, prosim. Najprej bom začel, ne, ker je prvi predsednik Milan Kučan ne, in tretji Danilo Türk sta moja prijatelja. In to, kar sta ona bila kot predsednika države, jaz nisem sposoben. To ni zame delo. To pomeni veliko pogovorov brez možnosti neke operativne realizacije. Kar se tiče predsednika vlade, jaz sem takrat 2012 kandidiral ne za parlament, jaz vem, da mora iti parlament, ampak za predsednika vlade. Zdaj, če me vprašate, če mi je žal, da nisem sestavil vlade, po eni strani ja, po drugi strani ne. Torej, zakaj mi ni žal? Ker mi je tle mnogo lepše. Ta mestna občina, ne samo, da ima zaposlene najboljše ljudi, nas je 12 000, ta ekipa je tako dobra, da poudarjam, da lahko z vsakim zasebnim podjetjem tekmuje. Z vsakim. Oni so sicer boljši v plačah od nas, ne, ampak v stroku izvedbi ne, smo pa mi tekmovalni. Ne. Tisto, kar mi je žal, ker če bi takrat 12 se ne premislil, gospod Virant, ki je tudi bratanc od moje žene, ne, tako da mi smo zdaj skupaj, ne, če se ne bi premislil od sobote na ponedeljek, bi vlada bila sestavljena, bi mnogi projekti, ki se danes delajo, ne, bliže narejeni. V Sloveniji bilo lepše, predvsem tudi bolj perspektivno za mlade. Po drugi strani pa pravim, da zdaj jaz podpiram Roberta Goloba, sva prijatelja, trdim, da dobro dela. Tisto, kar je problem, to, kar je dobrega narejeno, slabo spravlja v javnost. To, da je po 15 letih podpisan sporazum, pogodba z vsemi sindikati, ne vem, koliko vlad sem jaz dal skozi, ne, ampak do te vlade tega ni bilo. To, da smo mi občine prvič v teh mojih 18 letih, ko smo vedno nekaj prosili, pa dajte nam še 2 evra, pa dajte nam še 50 centov, pa dajte ono, jaz pravim, da to isti žakelj. So javna sredstva in pač občine ne, smo bolj operativno, to je treba vedeti. Če gledamo Snebersko nabrežje, mi smo to obnovili vse domove, teh 80 hiš iz donacij. Podjetja, ki delajo v Ljubljani, so nas dala 2 milijona evrov, dali smo jim nadzornike, dali smo izvajalce, so sami izbrali ali pa sami šli, razdelili smo pač odvisno od prihodkov, ne, enim 10 000, enim 15 000 in oni so bili za 0 let useljeni.
To je drugače, kot pravim, v vladi imaš po moje preveč tistih, ki so opozicija nagajanje. Ampak da zdaj, ko podpišemo, ko smo podpisali ta sporazum, ki tudi za naprej določa, kako se deli povprečnina, ne vem, rekel bi pri vseh kopici negativnosti, pa kdo je s kom spal, pa kdo je komu kaj rekel, pa kdo je po noč sanjal, ne dobi tega pravega odziva. Zato jaz pravim, absolutno nikoli več. Bil sem 3 mesece v parlamentu, to je najhujši del mojega življenja. Če vam še povem, 2 stvari. Ljudje, ki sem z njimi sedel, jaz sem vse poslušal od 8 zjutraj do 7 zvečer, koliko zdaj sedimo mi, super. Ko je prišla tista kamera v parlament, jaz človeka nisem prepoznal več. No, tako sem rekel sinovama, ko bom umrl, tudi žarom mi ne nestim in parlamenta. Tako malo zahecam, ampak dejstvo je to. Mal sem dosti 3 mesece parlamenta, ni zame, tiskaj tam delo vse spoštovanje, ampak zame pa ni. Pa greva kar k prvemu vprašanju strani vseh, ki so pisali na Facebook. Ali je res, da se balon na Kodeljevem ne bo več postavljal? Ni res, ampak tudi ne vem, zakaj bi se postavljal, da govorimo o zimskem. Dajmo še enkrat, po vseh teh razpisih, ki bo opravljen, ki bo Marko Kolenc, bomo videli, kaj potrebujemo. Šotor postaviti oziroma balon postaviti čez bazen na Kodeljem, ne vidim problema, če bo le potrebno. In ga bomo postavili, če bo potrebno. Tanja, moramo balon zamenjati, mora biti nov. Evo, direktorica Tanja Polajnar. Sicer je rokometašica, ampak menda tudi plava, če je vržil v bazen. Zdaj ne vem, iščem kandidate, kdo bo prvi šel v bazen na otvoritvi. Mislim obleče, tle imamo kar nekaj kandidatov. A ti bi šel? Pa je dan zdaj, Imaš za problešt? Imaš kopalke s sabo? Skoč? A imamo brisačo, kaj Tanja? Dobar je. Bomo uredili za prvega kopalca. A ima kdo morda v tem trenutku že kakšno vprašanje v naši publiki, se je že kdo opogumil in bi rad vprašal karkoli našega župana, lahko dvigne roko? Ne, se še ogrevamo. Kaj sem dolgočasen, moram jeti? Smo šele dobro začeli, se mi zdi. Dobar je. Potem naslednje vprašanje, koliko let se bo še prekopavalo tistih 10 metrov ceste na Jurčkovi? Tako zdaj to govori, ali pa kaj pisal, bi rekel, me pokliče, ker priča ni z Jurčkov, ne ve, kaj govori. Zdaj v Jurčkovi cesti teh 10 metrov, govorimo od Peruceve do Supernove, položene vse, kar paše v cesto, polovica narejen že grobi asfalt, zdaj bomo do krožišča, ulica Primoža Lorenca, oziroma do krožišča, tam bomo zaključili dela novembra meseca, ker decembra bomo pustili, da se bo hodila lahko v Supernovo pa Leclerc, da ne bo tam gneča, vozil se bo tudi po tej cesti, potem pa po novem letu, odvisno spet od vremena, pa tudi to je zdaj odvisno od vremena, če bo zdaj začel sneg, četrtek dež, potem pač asfalt ne gre. Tako da računam, da bomo tam do marca pa pol naredili še Lorenco, to krožišče bo vse zaključeno. Potem se pa vrnemo na tistih nekaj metrov, malo več metrov, od Peruceve do Ižanske ceste. Zdaj nam je država dovolila, da ta kanal, ko gremo proti Ižanski cesti na levi strani, zdaj ki je pretočen, pol kanala že tako zacevljenega, ker vsak si delal svoj vhod, je pač naredil svoj feed cevi, tako da tam se ustavlja, zdaj to zacevimo, gor damo pločje kolesarsko stezo in naredimo isto kot Ižansko cesto. Gospodu ali pa gospe odgovarjam, da to, kar je narejeno zdaj na Barju, jaz sem tudi na Rudniku doma, to je moja četrta skupnost, najprej smo naredili Črnovaško cesto, ki je zdaj en največji dosežek, 20 000 pilotov je bilo not zabitih. Danes zjutraj sem bil na nadvozu nad avtocesto, dela kolektor izvrstno, če bo vreme, bo v soboto še fin asfalt, enako potem na Dižico, če bo vreme, potem je Ižanska odprta. Naredili bomo še prej šotor, pa pogostitev za vse delavce kolektorja, prenove gradbenik, komunalne gradnje Grosuplja, ti, ki so delali, pa V3 in pol je odprta, ampak jaz sem najbolj vesel, ko gledam te ceste, ki so končane, po vsa kanalizacija not, da se tudi dvorišča, hiše urejajo. No, potem končamo se neko Jurčko, teh par metrov, kilometer in pol, ampak ni problema, ostane nam še Perucijeva
in vse te stranske ulice, tako da v letu 26 bo kanalizacija med Dolenjsko cesto, oziroma med Golovcem, jaz sem gor na Golovcu, ne, pa celo Barje. Tako da je do mestu leta 2007 je bilo 68% objektov v Ljubljani pod kanalizacijo. Letos jih je 92%. Ko zaključimo to, kar sem razlagal, ta trenutek delamo 261 cest. Evropska sredstva, zaključimo bo 98%. Samo objekti, ki so po hribih, ne bojo imeli kanalizacijo, ampak bomo morali imeti čistilno napravo. Tako da to je komentar na tistih par metrov do Jurčkove, ne? Dobro, kaj pa bazen Vevče? Kdaj se bomo lahko kopali tudi tam? Aprila leto 25. Dobro. Jaz sem bil v bazenu Vevče v nedeljo notranjem bazenu, ne, ki je tudi poslikali smo ga, ne, kolegico Sanijo, ne, od zunaj je že postavljeno tudi ogrodje, tako da spet od vremena, ampak zdaj je pa tudi, moram priznati, da nisem siguren, kaj mi je bolj po srcu. Ta je bolj grandiozen, un je pa lesen. Prav, bazen, ja je bazen, ampak potem je pa celota stavba je lesena, ko eno toplino ima. Pa moram tudi priznati, da jaz se tle nisem kupil, ne nikoli, ampak Vevčo pa sem, ko sem bil otrok. Okay. Da mogoče to me bolj tam vleče. In tam boš tako na ploščadi, da tem notranjem delu bazena in boš na ploščadi tudi lahko lovil ribe v Ljubljanici. Ker si nad Ljubljanico, ne, na Brežje, ne, tako da perfektno nad Ljubljanico, ne, tu smo se s papirnico Vevče, tle pivarna, papirnico Vevče dogovorili, ne, tako za zimavo zemljišče, tako da mi dobimo parkirna mesta, oni dobijo dodatna parkirna mesta, ampak smo jih locirali, tako da bo od zunaj ostali. Tu smo spremenili projekt, da smo ukinili parkirna mesta v garaži, ker vidimo, da tle na Koleziji ni velikega interesa, ne, jaz smo naredili ob cesti, tako da smo takrat projekt pocenili za 4 milijone evrov. Sem se dobro naučil, ne, zato to kar mi gre, ne, tole, ne. Številke. Ta pa ja. Ko smo ravno pri številkah, greva spet nazaj k temu objektu. Koliko sredstev se je porabilo za ta projekt? Pogodbena vrednost je, govorimo pa o osnovni pogodbi za ta objekt in sosednji objekt. Pogodbena vrednost je bila 42,5 milijona evrov, podpisali smo 16 aneksov, samo en aneks je imel finančno ovrednotenje in sicer za dodatna dela, ki jih je potrdil nadzorni organ, gre za izvoze na ceste, pa te luči, ki so dodatne prišle. In zdaj smo na pogodbeni vrednosti 44,5 milijona evrov. Končni račun se bo videl po primopredaji. Dobro. Poudarjam pa še enkrat. Zadnjič je direktor Makro 5, ki je to delal, pa direktor VG5, ki dela Vevče, ki smo bili na enem pogajanju, nekako sta malo pojamrala, da samo pri nas niso dobili nobenih podražitev. To ni moj problem. Imamo fiksno ceno in konec zgodbe. Je pa res, da smo pa izjemno, ko dobro delajo, če zdaj gledate te ploščice, kako so pospravljene, pa gledamo to konstrukcijo, vsa dodatna dela, ki jih nadzornik potrdi, to pa vedno plačamo. Morda kakšno vprašanje na tem mestu? Prosim. Hodim na šolo, ki vam je verjetno znana. Še enkrat? Hodim na šolo, ki vam je verjetno znana, osnovna šola Kete in Murna. Aha, a ti si iz Kete Murna? Ja. Super. Te razred si? 9. Ti ne boš dočakal nove šole. To je točno, kar sem želel vprašati. Kaj se zgodi s tem? Kaj se dogaja s tem? Pred 4 leti so nam rekli, da bo začelo. Res je. In to je tisto, kar imam najraje. 9. razred, še malo pa gre v srednjo šolo, cel svet bo njegov, pogumen, očitno imaš dober uspeh v šoli. Mi imamo v Ljubljani 47 šol. Ko govorim šola, govorim osnovna šola Kete Murna. Ne govorimo o
podružnicah, objektih. In pred 15 leti, 80 let nazaj, je bilo na mizi od bivše županje pripravljen material, da 5 šol zapremo, ker ni učencev. Mi smo naredili 1000 novih oddelkov. In v teh šolah je bil, da smo najprej vse dali statično pregledati, če so varne. Govorim za šole, govorim za vrtce. Dobili smo od statikov 3 barve. Zelena barva, da je BP, rumena barva, da bi bilo neke stvari določene treba spremeniti, in rdeča barva, da je treba nujno narediti. Poudarjam, vse naše šole smo šli po tem vrstnem redu, vse so statično varne, vsi vrtci varni. In kriterij je bil naslednji, najprej ta statična varnost, drugi kriterij, tista šola, ki ima velik priliv otrok, da se čaka v vrsti, in tretji kriterij, če sta bila prva 2 ista, je dobil prednost tisti ravnatelj, ravnateljica, ki je bil dalj časa ravnatelj. Ne moreš priti prvi mandat, pa tako dobiti novo šolo. No in zdaj prihajam na vašo, mi smo pred 5 leti, pa tudi za časa covida, prenavljali 9 šol. Vozili smo 3000 otrok na nadomestne lokacije, pa še enkrat poudarjam, niti enega nismo izgubili. LPP je prišel, pobral, nazaj pripeljal. Ostale sta na 2 šoli, ki rabita celovito prenovo. Ena je osnovna šola Prule, ki bo očitno prva na vrsti. Ta smo imeli problem pa sosedi, ki so parkirali na našem zemljišču. Znotraj šole, to je Janežičeve ulice, vložili so zvetelj in potem smo se dogovarjali, da jim ta priča priznamo, ker smo rabili ta del zemlje naše, zato da imamo dovolj zelenih površin. In ne samo, da smo jim dali v tej sodni poravnavi parkirna mesta, celo na streščico smo jim naredili nad avtomobili. Torej, pričakujem, da boš vedel, kaj sprašal, kje te Mura, to je moja šola tudi. Jaz se hodil Valentinem vodnika, pa kje te Mura zadnji razred. Pričakujem, da bomo dobili gradbeno dovoljenje tam januarja meseca, razpis, in še to poudarjam, ali začnemo prenavljati šolo 1. julija, da koristimo vse počitnice, potem pa poskušamo narediti čim prej, ali pa obrnemo zgodbo, če ni 1. julija pa avgusta, tako pazimo, da je odprta 1. septembra naslednje leto. Kete Mur ne požegnan, absolutno potreben prenovi, vključno novo telovadnico. Tu smo imeli pa izjemno težko usklajevanje našega podžupana Roka Žnidaršiča z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ker nam niso hoteli dovoliti ta vhod, da bi bil normalno funkcionalen, ampak da nekaj treba ščititi, in se rekel, tako šolo, ki delaš novo, in cela bo nova, ne bom delal invalidno. Zdaj se še vedno dogovarjamo, ampak računam, da najprej zdaj pravim Prule, pa druge še Kete Murna. Evo, to je odgovor. Ti boš pa že na gimnaziji ali pa srednji šoli, ne? Hvala za vprašanje in pogum velja tudi za ostale. Še eno vprašanje. Gospod župan, ker smo lih pri prenovi šole, zdaj pa za osnovno šolo Spodnja Šiška vprašala. Je bilo tudi že pred leti govor. Spodnja Šiška ima gradbeno dovoljenje, sem pa jaz ustavil, ker dajmo se mi malo zmeniti, če vi poznate, ali se tam slučajno otroke imate. Ampak ne boste pozabila, da smo statično sanirali šolo, da smo naredili kuhno, kar ste hoteli, vse. Zdaj bi pa vi še čisto novo šolo, čaka na vrsti. Tako da v leta 26 ne pogovarjamo nič. Ima pa gradbeno dovoljenje, res je. Hvala. Še kdo? Prosim, gospod, v zadnji vrsti. Ja, poglejte, stari bazen je bil odprtega tipa. Malo bližje, dajte mikrofon. Hvala. Ja, poglejte, je bil odprtega tipa, lahko smo vsi tam plavali, zlasti poleti je bil izredno priljubljen. Zdaj pa zgleda, da je bolj za, bi rekel, interno, odnosno bolj za elito, če tako rečem. To so otroci elita? Poglejte, dobro, ampak bom tako vprašal, a bo v bistvu tudi za odprto populacijo, se pravi za vsakogar, ki bi želel poleti zlasti tukaj se kopati. Da bi na nek način nadomestili tisto, kar je bilo odvzeto s starim bazenom. Pa še to me zanima glede parkirišča. A bo tukaj za v bistvu okoliške prebivalce tudi možno parkirati v spodnjih prostorih? V spodnjih prostorih, ja. Zdaj ali sem jaz nejasen, ali me ne poslušate. Še enkrat bom povedal sem, kaj je vrsti red, da prvo gre
za klube in najmlajše. Komu prav, ne, to je ta odločitev, da bo tudi od prvega tipa, ko vi govorite, polet ste se kopali, ne, no polet, ne, če kaj drugega, ne, v bistvu priliv šolarjev ne bo velik, ne, ker jih ni, tako da bo tudi od prvega tipa. Če se čisto iskren, ne, pa ne narobe zastopiti, te, ki vodijo, ne, ta zavod šport, ne, morajo tudi nekje od kar zaslužiti. In pri šolarjih se nič ne plačuje, to dobijo brezplačno, ne. Prej sem pa razložil, da bo od Blajvezove ceste do Slovenske ceste in od Gosposvetske do Šubičeve vsem dana možnost, da vsaj en avto dajo tu v garaži po 70 evrov na mesec. Tako kako Gresi trg, pa Kozovc. To sem že povedal, da. Prosim. Hvala za vprašanje. Pa dajmo besedo še gospodu v prvi vrsti, prosim za mikrofon. Jaz imam časa dost. Zanima, če je mogoče na objektu predviden kakšen jumbo displej za prikaz rezultatov na tekmah, kadar bodo... Zunanji? Ne, notranji. To pa še ne vem, ne. Do te opreme še nismo prišli. Se pravi, vi sprašujete, če tisti za Evropsko prvenstvo bo absolutno tudi displej, ki more biti. Glejte, ta bazen bo to funkcijo dobil, ne, recimo, da bomo imeli polno tribuno, ne, za čas Evropskih prvenstv, ne. Tudi računam, da bo na vsak način bo tudi displej, ki bo to dajal, ne. Aha, samo za Evropsko, ne bo recimo ne, za državno prvenstvo? Vse ga imamo v Stožcah, ne, cel displej za vsake, ne, ampak pravim, zaradi Evropske prvenstva bomo morali imeti displej. Ja, ne, recimo, ne vem, bazen na Reki, bazeni v Zagrebu imajo fiksne displeje, ne vem, kjer se na tekmah rezultati gor prikazujejo. Ne se sekirati, bo tudi tole. Ok, v redu. To delež pa 6 nisem, ampak bo sigurno tudi to. Ne bo, ker to je del, da sploh lahko imaš tekmovanja, ne. Drugače, kako tisti dvigujemo tablice, ne. Ne bomo. Hvala. Hvala, greva naprej. A bo displej? Bo. Direktor maha, da bo, evo, bo. Odlično, še malo potrpljenja. Greva naprej z vprašanji, kateri projekti se mislijo izvajati v prihodnje v Ljubljani? A naštejemo vseh 500? Mogoče najpomembnejše. Težko je, ne, zdaj vem. Zdaj bom govoril tisto, kar me najbolj motivira, no, tako da rečem čisto tak. Nedvomno lep projekt, a najlepših bo to, da se uredi plovna pot Ljubljanice. Stane 54 milijonov evrov, po prvi oceni 4 investitorji, DRSV, se pravi Državna agencija, ne, pa Elektro Ljubljana, Energetika Ljubljana, pa mestna občina. Ta bo pomenil, da se bo pot pešcev spustila k Ljubljanici, tako kot je pri Špici, ne. In tam na koncu, ne, pri Sotočju, ne, ali pa če mogoče bolj jasno, ne, pri našem Tetolu, ne, tam bo hidroelektrarna Mini, ki bo v bistvu proizvajala ta vodik in vozile bojo samo lesene ladjice po Ljubljanici dole vodno, ne, na sončni pogon, to smo se že dali zmenili, in nazaj po grobem prekopu, nazaj, tako da bo krožna pot, ne. Potem absolutno sežigalnica, ki bo na Barju. Govorim namenoma sežigalnica, poznam tudi ime, ne, ki je toliko lepo Teo, ne, ampak nočem, da kdo reče, ga zavajam. Zadnjič sem imel 50 obiskovalcev moje starosti ali starejše, prišli so za zdravo srce. Vsako leto pridejo, pa sem jim razlagal, koliko zdaj vem o teh projektih, in ena gospa rekla, ne, župan, dajte vpeljati, da je po tej sežigalnici lahko samo tisti, ki ne ustvarja smeti. Sem rekel, dajte mi to napisati, bom vas podpisal, rekel, to je pa vaš slogan, ne. Evropska unija, če gledate, ne, mi imamo v Celju sežigalnico in oni imajo najcenejše ogrevanje. Najcenejše, ker za sežigalnico 40 ton imajo smeti, Savinjska dolina, ne plačajo kupono CO2. Potem je drugi najcenejši Velenje, Tež, ker je prebog pač zastojna, pa lepo zastojna, mi smo že tretji. Vsi ostali so dražji, mi smo zdaj znižali to ceno za 12,4%, 48% vseh objektov ali 61 stanovanj je na topli vodi, pa 31% stanovanj je na plinu. Naša hiša je na plinu, če mi nekdo plin ustavil, ne, ali to naš direktor, ali pa to nekdo v Ukrajini, ne, ali v Rusiji, ne,
jaz lahko sam taborni ogenj ali pred bajto ali v dnevni sobi. Tako da pravim, ne, ta sežigalnica ne, bo čistejša, kot je odstranjanje toplote in na premog in na plin. Bo na barju, dimnik bo višji kot inverzija za 50 metrov, vemo, koliko moramo globoko narediti in to čakamo zdaj ta pač razpis uredbe. 140.000 ton na moj predlog, ker smo rekli, da bomo v mestnem svetu sprejeli, da mi lahko samo svoje smeti sežigamo, nobene uvožene, ne bomo se šli ta posel, svoje smeti. Mi smo bile prva evropska prestolnica v programu Zero Waste brez smeti, tako tista leta je padlo 510 kg po prebivalcu na 488, zdaj smo spet na 525, ne. In meni je ta slogan tako všeč, ne, ti ste lahko proti, ne, ki ne ustvarja smeti. Zdaj vozimo mi te naše smeti s kamioni 1000 km na sever Evrope v sežig. Pri čemer ta premog, ki je najčistejši, kupljen pred mano iz Indonezije, da vozi ladja. In ta ladja, ne, z vsem tistem, kar puha ven, tudi ni brez vpliv na okolje. Torej, ta je drugi. Te najbolj pa veseli tretji, ker tudi sam pri sebi nisem vedel, ali upam to sploh predlagati, pa sprejeti pri sebi. Mi bomo naš LPP, Vogavce, Lovške pa Litostrojske, ta remiza, ki je 200 avtobusov, selili v Stanežič. Tam je prostora 5 hektarjev, 50.000 kvadratnih metrov. In ko bomo to selili, recimo, da bo v začetku leta 26 plan sprejet, spremembe plana OPN-ja, te 5. Potem je treba 2 leti še za projekt, se pravi, nekako v 5 letih se bo selil v Stanežiče, bo tu nastala ena stolpnica ob Celovški cesti, kjer bo zdaj naš stanovanjski sklad, se pravi za stanovanja mestna, ki so neprofitna. Najmanj 45.000 metrov bo pa za Šiškarje park. In zdaj, če gremo v Šiški od gor, mi imamo najprej za uvoznico imamo alejo, pol imamo te 2 stolpnice, ki so zlate, pa une 4 spektre na drugi strani brigad, potem imamo naše Celovške dvore, praktično brez zelenice. Tle bojo pa dobili 4,5 hektarje, to me pa najbolj veseli. In v principu, tu je ta peš pot, iz teh objektov sem naštel, so na šolah Henka Smrekarja. No pa če ostaneva pri vaših projektih, kateri je vaš najljubši projekt, ki ste ga izvedli v vseh letih vašega županovanja? Tiskega še nismo. Ne, pa še enkrat, tlele kolega, ki sem ga mal... Najljubši projekt po pogumu, po pomenu za Ljubljano, po občutku, ampak ko gledaš, zadnjič smo imeli otvoriti kolo parka v Polju. Ko tam vidiš 700 otrok, cela šola, ko vsi gor drvijo, je tisti dan bil moj najljubši projekt, ne. Pader se dela tu gor, moj najljubši projekt. Ko naredimo stezo, težko se opredeliti. PST, ko v bistvu nasujemo tisto podlago, da je spet za hoditi, jaz sem pač na Golovcu tam praktično vsak drug dan, moj najljubši projekt. Tale, absolutno. Čakali smo ga koliko let. Koliko zdaj slavi Ilirija? 110 let? 105. Pa smo pa še prehiteli, ker sam 105 let. Ampak, a veste, v bistvu, zdaj me vlečete za jezik, ampak jaz se spomnim, ko sem se jaz odločil koalicijo kandidirati, tam je ena, ki je z mano začela, bila podžupan Tjaša Ficko, pa še 2. Jaz o vodenju mesta, o odločenju, o birokraciji nisem vedel nič. Razen, ker sem šel na občino kot Mercator, pa sem rekel, mi pa tle gradili, pa je odgovor, ne da se. In jaz zato ne da se, sem rekel, mojem jaz vas ne rabim, ne da se, povejte, kako se da. In pravim, ta ekipa se je ustvarjala, zato pravim, 2400 projektov. Zdaj pa, če rečem najljubši, 2016 zelena prestolnica Evrope. Dajmo pogledati, v Avstriji nobenega mesta, tu Dunaj, ker smo prijateljsko mesto, pobrateno mesto, prijatelji, tu tak, ni. V Italiji nobenega, na vzhodu sploh ne razlagam, ker škoda besed, In mi smo zdaj prišli v zelena prestolnica, pa rečem, ok, dober je, potem pa berem,
ja, dragi župan, zaspali se na tej tituli, ne, nič novega niste naredili. Ja, ne mine vraga, pred enim mesecem naš podžupan Dejan Crne gre v Štrasburg in dobimo priznanje, ne, da smo uvrščeni med tistih, ki bo podnebno pogodbo podpisali, da bo leta 2030 Ljubljana mesto brez ogljika. Ljubljana mesto brez ogljika. Smo to pisali. Imaš samo dva elementa, ki jih moraš rešiti. Promet. Zdaj sem bil 3 ure v Šiški, ne, zato sem tudi zamudil tisto minuto, pa energetika. In mi smo pustili not sežigalnico v tem projektu in celo to na tem podelitvi priznanja je potem podžupan povedal, da je županja Ahna, ki je bila ena od govornic, pa župan Torina, da je ona rekla, da je ona ponosna in vesela, da se lahko zgodi po Ljubljani. Naš projekt je bil ocenjen kot najboljši in so svetovali komisije ostalim 100 mestom, ki so čakajo v vrsti, ne delajo po našem programu. In zdaj bom rekel, 120 mednarodnih nagrad. Ja. Najljubši, vsaka znova najljubši. Konec koncev Smreka, evo, da prišel na trgu, ne lahko povejo ime danes, koliko je, ne, da so Ljubljančani ne izglasovali ime. No, kaj bi rekel, ajde, provokacija. Joži? Ne, je bila tudi, menda je bila tudi moja vnukina kandidatka, pa ni. Ampak je Anita. Po kom? Ogulin. Po naši časni meščanki, največji humanitarki, ki se to zasluži. Ampak ljudje so sami pisali, klicali, ne vem, to prej, ko sem prišel noč, so mi povedali, ker ne vem, pred 1 uro zaključeno. Anita Ogulin, ja. Anita Ogulin, meni ful manjka. Midva sva bila en čuden par, ki se je blazno dobro zastopil, par govorim o tem, ne. Takrat, ko smo obnavljali to Snebersko nabrežje, sem jaz pogledal, sem rekel, Anita, jaz bom denar, to je moja obveznost, da dobim dar. Tvoj problem je, da greš ti vsako hišo in da ti poveš, te dobijo 15, te 10. Ona je obiskala 3000 ljudi. In to, ona je dala to ljubezen. To je bilo tako medsebojno, ne. En njen stavek, ne, ki je tudi moj stavek, ne. Srečen si takrat, ko svojega sogovornika narediš srečnega. A je kaj lepšega kot to? In tako da tudi, recimo Ljubljana si tudi danes poklanja, ne, oziroma ta mesec z imenom Smrek, ki je sicer prišla z Gorenjske, da ne bo kaj narobe. Še vedno možnost za vaše vprašanja, kar pogumno, tamle zadaj, prosim za mikrofon, da vas bomo vsi dobro, kar dvignite še enkrat roko, tako, hvala. Lepo zdrav, Grega Bađa. Eno vprašanje vam sicer tlele parking Tivoli. Pred rampo je parkirišče za, ne vem, 6-7 avtobusov. Hoče jih parkirati vedno 15, predvsem turistični avtobusi, Italijani, pač tisti, ki pripeljejo turiste, jih odložijo in hoče parkirati v Tivoliju. In naredijo strašen zamašek. In po mojem mnenju sem ne sodijo. Imamo parkinge na Dolgem mostu, ne vem, posod, kjer bi te avtobusi lahko parkirali. Tukaj pa v bistvu naredijo tak zastoj, da ko ti plačaš parkirnino, v 15 minutah ne prideš ven iz rampe in cel parking stoji. Upravičeno, ne, zdaj smo odpeljali, ne, da se je razvijal svoj prostor, ne, po e-mailih, ne. To, kar vi tle pravite, je še mali problem. Še hujše, ker zaparkirajo Dalmatinovo, ne, celo, ne, pa še hujše, ker na Slovenski cesti zaparkirajo, ne, praktično, ne, in to zdaj preganjamo naši redarji. Mi poleg teh 3 parkirišč, ki so park and ride-ih, ne, imamo še druge lokacije pripravljene, tako da bomo na tem oštro delovali, ne, da jih tam usmerimo, ker je dosti prostora. Da, ta trenutek je najbolj prosto parkirišče Stanežiče, ne, razlogov je več, prvič se morajo navaditi, se spomnim, ko smo odprli Barjanko, ne, kako je prazno, zakaj je prazno, ne, zdaj Barjanko je enako polno kot Dolgi most, imamo pač podatke vsak mesec,
zelo dobro se pomnil Park and Ride v Stožicah, neka ista cena, ne, se pravi dol, tako da njih bomo dali v Stanožiče, no. Da, je res. Hvala za vprašanje še gospodu, predajam besedo. Ja, čisto na kratko odgovore o bazenih sem že dobil, hvala, zdaj pa samo še ulica Metoda Mikuža od Vojkove do številke 14. Mi smo z razumevanjem sprejeli to, da moramo stanovalci plačati pač tisto letno kartico, ne, to rade volje poravnamo, zdaj se je pa tam pojavil nek privatnik, ki je okrog 30 parkirišč zablokiral s temi talnimi ovirami in pobira tam svojo parkirnino. A ni to od mesta Ljubljane ta teren? Če bi bilo od mesta Ljubljane, ne bi ostalo tisto, kar ste z veseljem plačali dovoljivence, z veseljem ste plačali 60 € na leto, ne, da bo zelo jasno, kar je praktično 5 € na mesec. Ne, ni naše, nažalost, ne, ni naše, nažalost, Stečajni je to prodal neki firmi, smo probali ugotoviti. Zdaj imate tam na Metoda Mikuža dva problema. Ne vem, če prav gledam, ne vem, kdo je to vprašanje postavil. Aha, tam od zadaj. Imate dva problema. Bloki so si zaprli svojo rampo, ne, ker to, kar je bilo pa na drugi strani blokov, ne, je bilo pa kot naše, ne smo dali, ne, tako da je zdaj to privatno, nažalost ni nobene možnosti. Zdaj spet Dren, pa še tam so študentski domovi. In zdaj naša zlata mladina praktično je že vsa motorizirana, tako da jaz nisem fauš sam. Mi smo študirali še vse na kolesih. Povejte mi, koliko ste star, brez zamere? 88. Čestitke, jaz imam 72. Pa se bom spomnil, ne, vi še bolj se spomnite, ko so se vsa ta naselja gradila, vključno s tem vašim, ne. Ja. 30-40 let nazaj je bil en avto na 2 stanovanje ali pa 3, ne. Danes smo vsako stanovanje, ne, 2 do 3 avtomobila. Točno, in tisto, kar mene muč, ne, ampak res me muč, pri vsej tej e-kolesarski stezi 300 km novih, bicikel je najbolj uporabljen. Naš javni transport dobiva ocene, ne, izjemno visoke pri uporabnikih. Nam je lani zraslo število avtomobilov v Ljubljani na novo registriranih za 14%. In neverjetno, pa imamo car share električni, ker ta car share jaz vaga verjamem zato, ker pričakujem, ne, da boš imel en avto doma, ne, pa tisti, ki boš rabil še enkrat, boš imel car share. Zdaj pa 2-3 avtomobile, kar sebe vprašajte, kje ste. Zdaj sem prišel, ne, iz ulic, ne, Tugomerjeva, Pavšičeva, ne, Debčeva, Vodnikova, Šiška, ker smo ljudi spremembo smo naredili, ne. Pravim, je bilo 500-700 ljudi tam zraven, ne, in to isto, kje ne mi parkiramo, ne. Evropska, gospa mi je rekla, Evropska unija, ne, ima zakon, da na vsako etažo v bloku, ne, mora biti 6 parkirnih mest. Sem rekel, draga gospa, ful vas imam rad, kar Ursuli pište, ne ona to zrihta, ne. Ker me prav zanima, kje bo zrihtala. Prvič, Evropska unija za nobeno garažo ne da denarja, ne, ampak res je problem, ne, in pri vas je hud problem, ne, tisti, ki nimate v blokih, imate po principu, ne, zdaj, če spet rečem, relativno blizu Stožice, ne, ker pa lahko najamete, pa mislim, da je mesečni najem 40 €. Zdravo, Katja Komljanec. Jaz bi najprej povedala, da gospod Poca, ki je tole spraševal, je plaval na Iliriji, najstarejši Ilirijan, čisto po naključju. Pa če ste resno mislili, da bi lahko danes kdo prvič plaval v tem bazenu, so punce tamle prišle iz treninga, pa so vse za. Ilirijanke, tamle so. Tanja, malo bližje stop. Če je voda, seveda, ustaj malo ugrita. Vodo probajte, kar se mene tiče, ne, mora biti. No, če ne morete plavati, lahko pa noge namočijo, evo, to pa lahko, ne, da sezujete se pa noge namočite, da vidite, če je voda topla, ne. Ne upam jaz reči, ker dokaj ni uporabnega, ne upam, ampak jaz sem bolj zahecil, da koga not vržem. Super, mogoče na tem mestu še kakšno vprašanje? Gospodič, še enkrat samo mečkan, da pride mikrofon. Hvala. A to, na njih je perspektiva. Ne, hitro vprašanje. Tukaj vidim ta mehanizem, recimo, kako bo to delovalo? Ja. A ja, lahko pokažemo.
se premika, v bistvu delajo dolžino tisto, kar je potrebno, lahko razdelijo na pol bazena, na 2/3, tako da ga premika, ne. Tako, na obeh straneh vrtijo, ne, tako da premikajo ta most, ne. Premika se. Tukaj imamo s fantom podobno vprašanje najbrž. Zanima me, konfiguracije so različne možne na bazenu, ne. Bo 50-metrska varianta tudi za treninge? Se opravičujem. Ne, da ne vem, ampak tudi ne pomislim, da bi vedel. Ker, če se jaz ne motim, ne, tele fante, ki so plavalci, imajo kakšnega trenerja, ki je povedal, kaj je treba, da trenira na 25 metrov, na 50 metrov, ne vem, na 150, ne, tam je ogrevalni bazen, ne, tako da tiste ure, ki bodo dobili, ne, se bo takrat ladil, ne, 2 po 50. Vam bom povedal, to veste, sem bil v rokometu dolg časa. Smo začeli na Krimu, ne, Slovenska liga, pa smo prišli za neko, da bomo evropski prvaki, so se vsi smejali, kot hohrotali. In pa smo trenirali na tem Krimu zvečer, ko so vsi starejši, tako kot sem jaz zdaj, končali svojo rekreacijo fuzbala. Pa imaš pa tam 18 let, smo jih razvažali domov in so nam dali, so bile tiste platno tudi v dvorani. Mi smo dobili tretjino. Na tretjini je bil ping-pong, ne, tretjina gimnastika, tretjina smo imeli pa rokomet. In ste rekel, ko vi sprašujete, ne, tole vprašanje, kako se dela, kako ne nekdo naredi nek zalet pa da gol. 2 koraka pa je že v bistvu v 6 metrih, ne. Potem smo se pregovarjali 2 let. Pa so rekli, ok, polovico. Ne, dajte celo, ampak morate umakniti mize za ping-pong. Pa smo to umaknili, pa so s ping-pong bili užaljeni, ne, ker smo jim mize poškodovali. Pa smo naredili gol na strešek, oziroma prvi štuk za ping-pong, ne, tako da smo po 3 letih dobili celo igrišče in smo bili prvaki. Se Tanja je bila rokometaš, tako da tudi tlele se bo našel, ne me spraševati les, ker to si pa ne dobiš. Jaz znam, vem, kako pripraviti investicijo, vem, kako ekipo motivirati, kako je pa plavalc, pa nisem najboljši. Tako da, zdaj, če bi not padel, upam, da dobim kakšno umetno dihanje. Gremo naprej z vprašanji, ki smo jih dobili preko Facebooka. Kaj bo novega na prenovljeni tržnici? Kaj pa ne bo? Najprej dogradnja Marove hiše, torej statična sanacija, dogradnja Marove hiše. Marova hiša, ne, ta nova dobi v bistvu pokrito tržnico, tako je zdaj v semenišču, bo tam in ti boš lahko direktno, ne s tržnice, tam imel tudi prodajo sveže robe in gor bo restauracija, ki bo to koristila, ne. Ostalo bojo pač pisarne za naše sodelavce. Pred 17 leti smo imeli sodelavce na 28 lokacijah, zdaj smo še na 8, na koncu bomo samo na 4, 5. Ne. Potem gre, da dobimo 4 etaže garaž, te spodnja etaža in pol, te zadnje, se pravi 4. pa 3. bojo za stanovalce tega področja, se pravi zaprta cona, tako kot je na Kongresnem trgu. Potem bo 2. etaža za kupce, zgornja etaža bo pa za prodajalce, ki bo svojo robo prepeljal, in ta zgornja etaža bo imela tudi stiskalnico, ker zdaj, če gledate, zdaj pometamo na roke, ne, vse tiste ostanke, ne, ki pride, ali ne bo zelje, ali ne bo sadje, ali karkoli, ne, tako da bo to ekološko zelo čista. Bo brez prometa po tržnici, ne bo nihče več vozil, mi bomo zaprli s količki uvoz s Kopitarjeve ulice na Cilimetrov trgu in definitivno s to prenovo bo tudi prostor pred Lutkovnim gledališčem brez avtomobilov. Že za časa prenove bomo umaknili pa tam dali tržnico, ker tam bo pa zunanji del Lutkovnega gledališča, se pravi predstave bojo tudi od zunaj. Ker Lutkovno gledališče ne rabi popolni mir, ne, se konc koncev ne tak, tako da bomo imeli tam res en prekrasen objekt. Ta del smo se umaknili, ne, tudi 60 metrov semenišča, tako da bo še bolj zaščiteno, ta diafragma 1 meter debela. Gradi se imenuje rudarski sistem, začneš zgor graditi, pa potem greš dol, ne. No in ta del okoli Vodnikovega spomenika, ki naj bi imel največ nekih stvari za pokazati, bo nedotaknjen oziroma ali bo pokazan in situ, ali se ga ne bomo dotikali, ne. In za časa teh let smo mi to tržnico sondažami preluknili, ne vem, praktično 100-krat, ne, da smo ugotovili, kje se kaj nahaja. Tako da bo tržnica veselja s tem, da bomo imeli več dreves, da si vzamejo več prostora in
še to bi rad povedal, da smo mi dogovorili, da bomo stojnice delali skupaj s prodajalci. Povabili smo na ta predstavitveni sestanek, ki ga je naredil profesor, docent, ni profesor še, Rok Žnidaršič, podžupan z Marko Studnom pa Žigonom iz Eleta, so dva projektanta. Prišlo je 123 prodajalcev. Zelo konkretna, korektna vprašanja, neenostavna, ampak poudarjam, nihče ni bil proti, da bi rekel, to je brezvezno. Pa vprašanje, a boste za nas poskrbeli za čas rede, da bomo poslali za vse, a bomo lahko dobili več prostora. Moj komentar je bil, očitno so cene zdaj preniske, da hoče še več prostora, ampak šlo je ključno vprašanje, kdaj bo se začel. Mi smo dobili vsa mnenja, postopek teče, je javna razgrnitev po integralnem postopku na ministrstvu, integralni postopek, en mesec javna razgrnitev, potem je ustna obravnava in potem pač računam, da se bo odločil daljnje. Dobili smo Zavod varstva kulturne dediščine. Vprašanje je bilo, ali smo se kaj pogovarjali z nadškofijo, nismo, ker niso mnenjedajalci, ne, ampak jih je že ministrstvo zdaj pozvalo, ne, da so lahko stranke v postopku. Včeraj smo imeli spet protestnike, ki jih pripeljejo pred mestno hišo, ne, in so zbirali podpise proti prenovi tržnice, ne, da bodo šli, pri čemer je ta mestni svetnik, ki največ govori, ki te profesije pripelje, pozval, ne, pazite, za kanal C0 teh 128 metrov je razpisan ustna obravnava 4. december. Pozivam vas, da pridemo protestirati pred upravno enoto, a ni to grožnje. Govorijo po zakonitosti. Pri čemer smo mi s kamero, imamo 34 ur kamere, vseh 12.000 metrov so v Ljubljano narejenega, ne. Kamera je šla skozi vsak spoj, skozi vsak kanal, za časa teh poplavke so bile, tudi za milimeter se ni premikalo, ni nobenih poškodb, kdo hoče lahko gledati, mi smo to naredili v našem celem kolegiju, pri čemer nismo gledali 34 ur, ne, ampak sem si jaz zbiral, ne, dajte ta jašek pokazati, pa ta jašek, pa ta jašek, to da garantiram, da je absolutno dobro. Ampak, da če še komentiram te protestnike, ne, ena gospod njih je rekla v mikrofon, enemu mediju, a ni škoda, pa žalostno, da mi ne Ljubljančani se moramo boriti za vas Ljubljančane. Pridejo z avtobusom, pokažejo transparente in potem po eni uri grejo. Super korektni, nimam problema, ne, pač žvižgajo, pojejo, ne, govorijo, ne, pak. Naše naslednje vprašanje ni vprašanje, ampak citiram sporočilo. Zoki, svaka čast, edini, ki si naredil res veliko za Ljubljano, ni mi žal, da sem te volil in še bi te, če boš še kandidiral, pa lep pozdrav. A čakate odgovor? Kot ponavadi. Moja prednost je, da dejansko mi ni treba nič povedati, ker program ne rabim delati, ne, pač program jaz ga ne znam spremeniti, če bi kaj znal spremeniti, bi ga spremenil, ne, ampak to, kar delamo z ekipo, že čisto direktno, jaz bom čez 2 let imel 20 let mandata, drugi sem po dolžini mandata grof Radetzky imel 26 let, pred 150 leti. Vse je odvisno, ne, od počutja. Vse je odvisno od počutja, ampak še enkrat bom rekel, dokler imam tak odnos z Ljubljančani, dokler imam tak odnos z mojo ekipo, ne, pa priznam, da nisem enostaven. Danes nisem bil prevoljen. Danes je bilo nekaj, ki me je izjemno spravilo v visoko tiražo, ne, ampak ko gledam, kaj vse naredimo, ne, še enkrat bom poudaril, jaz se zahvaljujem tej svoji ekipi, lahko tekmujem z vsakim privatnim podjetjem, razen poplača, s povsem drugim. Ne vem, tudi ne razmišljam, ne rabim. Mi bo nekaj klikalo takrat. A ne, Lenart? Koliko doslej? Gremo že proti koncu našega današnjega druženja, mogoče bi res dali prednost še ven, ki ste tukaj v živo danes. Dober dan, Iva z Benčina. Če se vrnemo nazaj v bazenu, na Instagramu ste rekli, da še ne veste, kdo bo prvi skočil v ta bazen, pa če zbirate predloge, predlagamo našo najboljšo slovensko plavalko Nežo Klančar. Mi imamo, ne, moram biti zelo eksakten, ne, jaz nisem rekel, ne, kdo bo najprej skočil, ne, drugače je bilo,
koga bom najprej vrgel. To je ta razlika, ne, tako da moram vedeti. Da, Neža Klančar je, mi je podpiramo, ona je tudi zelo ponosna Ljubljančanka, vabljena tu, Sara Isakovič vabljena tu, tako da bomo imeli, ne, konec koncev Mankoč, ne, tako da bomo imeli to ekipo, ki so ustvarili imena na tem delu, da ne naštejemo vse, ampak to je šlo za hec, ne, ta moja ekipa, ki tam stoji od zadnje, ne ve, katera bo pač prva letela not, ne, zdaj se zbiram, ne, mogoče bom takrat dobil navdih, ne, tiste, ki bo blizu bazena, blizu roba. Kot da so vabljeni vsi, ja, hvala, ja. Že delajo, delate z Nežo, ne? Ja, se te. Hvala za predlog. Še kakšno vprašanje strani publike, ki je danes v živo v našem športnem centru? Kaj imamo še tam? Še mogoče eno vprašanje. Nekoga zanima, kdaj bo odprta Linhartova in če držijo govorice, da izvajalec del ni bil plačan, zato je pustil 10 metrov nedokončane ceste, ki jo je zaprl z bagri. Tale del Linhartove ceste dela isti izvajalec, se pravi od Dunajske do Topliške KPL, ki tudi nadaruje KPL PZG. No in malo nazaj se spomnite, ne, kakšno leto nazaj, ne, so ena od naših strank po opciji blizu meni, ne, je tam okrog dreves navijala, ne, transparente, ne, dobro se niso sami, a ni škoda dreves. Zdaj nimamo več, ja, Gregor, to si ti, ja, takrat se, ne, tvoji, ne. Takrat je bilo, smo imeli drevored, ne, ja, zdaj imamo trojno vrsto, ne, drevesov, se pravi, drevored, pločnik, drevored, kolesarska steza, drevored, cesta. In kadar hoče biti res dobre volje, se peljem ali na Črnovaško, ne, ali pa grem na Linhartovo. No in delam naprej, tako da teče do krožišča Žale. Dobili so, po moje to sprašujejo sosedje, ker ne more tam parkirati, ker že tako parkirajo tam, ki ni dovoljeno. Zato je puščeno, ne, delam naprej. Tako da računam, da bo enkrat marca. Maja, bo marca končana? Kam pa šla? Računam, da bo marca končana, no, do križa Žale. Potem se pa ratamo na Pokopališko, ki bo tam enosmerna, pa Flajšmanov bo enosmerno, ne, in potem Šmartinska gre nazaj proti Ortobaru, vmes bomo končali Virharjevo, tam del Šmartinske pri Ortobaru, ki je največja črna točka, mora pa prej doživeti, da se proga prestavi, ker je višinska razlika, se pravi ta 4, zdaj imamo 4 pasovno, oziroma 4 tirov, računam, da enkrat 26. bomo tudi širili, ne, pa tista čepalka na Savski cesti se pospravi in ne bo več in tam pride novo križišče. Pa pride tudi nova povezalna cesta z Vodmatom, Prekolinski je približno tam skoraj 2000 stanovanj, tako da bo prihajali na Šmartinsko, ki bo cel čas spet isto. 4-pasovna, kolesarka, pločnik, drevored, zdaj vrstni let, kaj bo tak, ne. Tako da to je odgovor zdaj o celi, cirka 200 milijonov evrov, ne, je samo infrastruktura. Zaključila bi pa kar z enim komentarjem enega izmed teh, ki so pisali na Facebook, se mi zdi tak primeren za konec. Super ste, gospod Janković, samo tako naprej, srečno in uspešno. Zdaj, če smo ta mesec november, zdaj novo leto še ne želimo, ne, ampak jaz drugo želim, ne, predvsem vsem, ki nas poslušajo, Ljubljančanom, obiskovalcem, predvsem našim prebivalcem, ne bojo še vedno tisti strpni. Ko govori, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, imamo 4 razloge. Od najmanj pomembnega do najbolj pomembnega. Najbolj pomemben, da smo čisto mesto. Dejstvo, pa nikoli ni dosti čisto. Tudi prva nagrada v Bruslu po procentu ločevanja smeti. Drugo, smo zeleno mesto. 75% površin Ljubljane je zelene površine. Po planu, ne, 2045, ne, bo 76%, kar po vseh gradnjah je izjemno težko, zato sem prej tukaj izpostavljal ta novi park na LPP-ju. Te tretji park, te velik, bo pa pri Livadi, med Gradaščico pa med Ljubljanco, tam, kjer so zdaj vrtički, bo park. Pa čez mostički, ne brvi, ne, tako da je
Tretji razlog, zelo pomemben, smo varno mesto. Kdorkoli kaj razlaga, ne, jaz vse vidim, pa vse preberem to, ne, pa, ampak proti svetu, tudi uradno smo bili proglašeni za najvarnejše mesto. Zame najpomembnejši razlog je pa to, da živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. Lahko smo si različni po barvi koži, po spolu, po veri, po ne vem čem, ne, ampak zame je ločitev, a si človek ali nisi. In da vam povem to, ne, LGBT, jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam, ampak smo edina mestna hiša v Evropi, ki smo dali prostore za restauracijo pritličje LGBT-ju. 8 let nima nobenih problemov. Ko imam kakšen problem z županom, ko je bil včasih župan Budimpešte, ne, ki me je pričal, da je to bolezen, ne, ki je prišel v Ljubljano obisk, sem ga peljal dol v pritličje. Ja, pa tako je, ne, ljudje, ne. In to rečem, jaz pa želim, da v bistvu to sprejmemo, da smo malo še bolj tolerantni, še bolj strpni, če ne moreš nekomu pomagati, ne mu odmagati. Ne mu odmagati. Tako da, če se je na tako situacijo reševal na Savski cesti, na peš prehodu, bil en mali karambol, ne. Sem se ustavil, da ji pomagam, ne. In en mlajši fant pa pelil, ne, z vrste kontrastran na moj pas, ne. Bo prišla porint avt, da se pričujem. Vse smo rešili, ne, ampak strpnost, pomagati sočloveku. Vrnemo se na Anito Golin. Srečen boš takrat, ko bo Džuzga naredil srečenega. In to je osnova. Tako da jaz želim dobro bivanje, druge se vidimo tle na otvoriti in potem bo plavanje, tako kot je bilo rečeno, ne vem, kdo vplaval vse, ne. Drugače pa ne bo drugo leto boljše leto, kot je letošnjo, že leto bilo dobro, ampak ne bo boljše, bolj strpno, bolj tolerantno, bolj razumevajoče, ne. In dajmo si pomagati. Hvala lepa, gospod župan, za vse vaše izčrpne odgovore. Lep zaključek letošnjega leta in seveda vse lepo tudi naprej. Hvala lepa tudi na prijaznosti vsem, ki so pisali, pa tudi da vam hvala na prijaznosti. Malo me je bilo strah, ne, da je to preblizu bazena, da so to meni moji nastavili, ne, tako da, ker se rad guncem na stolu, da bom not prišel, ne, ampak vidim, da je to dosti rden, ne. Hvala lepa, pa lepo se imejte. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali preko Instagrama, Facebooka, TikToka in tako naprej. Hvala vsem, ki ste prišli tukaj v živo. Vse dobro in se vidimo.